Pred dnevi je predsednik države sklical sestanek predsednikov parlamentarnih strank. Tam so se dogovorili o ključnih kratkoročnih prioritetah, se pravi o tem, da se sproži postopek ratifikacije o Hrvaški, da se sprejme delovnopravna zakonodaja in pa tudi ustrezen popravek ustavnega referendumskega člena. In to je dalo na nek način vedeti, da se v tem času ukvarjamo prvenstveno s temi stvarmi in da se vladi pri teh postopkih pomaga. Da je to, kar so danes storili Socialni demokrati, ko so vložili interpelacijo proti enemu od ministrov, ni tovrstno dejanje, ki bi sledilo dogovoru pri predsedniku republike. Vsekakor to ne pomeni, da bodo podpirali rešitve, za katere so se dogovorili pri predsedniku republike, in pa seveda to pomeni po mojem neke vrste pobalinsko dejanje, usmerjeno ne samo v slabitev vlade, že tako šibke vlade, ampak predvsem v slabitev pozicije Republike Slovenije. Če misli katerakoli stranka, ki ni v koaliciji, sprožiti kakršnekoli postopke, potem sta dobri predvsem dve izbiri. Ali da sproži postopek nezaupnice, to se pravi postopek zamenjave na mestu predsednika vlade, zato imajo dovolj glasov, ali pa da se sprejme ustrezni dogovori in se preide do teh predčasnih volitev. Vsekakor so Socialni demokrati del tiste večine, ki lahko o tem odloča, je pa problem v tem, da se dejansko ne more dogovoriti, da se niso sposobni dogovoriti in potem vlagajo zahteve za interpelacijo, ki pravzaprav pomenijo samo slabitev pozicije vlade, zavlačevanje tega negotovega stanja, in to za državo ne pomeni ničesar dobrega. Kot rečeno, interpelacija ni akt, da bi krepili državo, da bi naredili nekaj dobrega država, ampak predvsem še dodatna slabitev v teh kočljivih trenutkih, ko je potrebno storiti vse, da se vlada, da se država, predvsem pa država, potegne iz te nezavidljive situacije. Časa ni veliko, kar zadeva interpelacijo in odločanje o njej, to pomeni rok približno 2 mesecev, in ko bodo vložili naslednjo interpelacijo, pomeni še nadaljnja 2 meseca. Skratka, to niso koraki, ki bi vodili k nekim pozitivnim ciljem. Ni pa v tem trenutku potrebno nobeno preštevanje. Mi vemo, da koalicija nima večine, da ima samo 41 glasov, da bo imela v petek še 5 glasov manj, to se pravi, velika večina, 54 glasov, je na strani opozicije. To je število glasov je bistveno više, kot jih je ta koalicija imela kdajkoli, in jaz upam, da je pri strankah, ki imajo večino, toliko modrosti, da so sposobni predvsem potegniti neko racionalno potezo dobro za državo.